Pozdravljeni vsi, ki ste se pridružili spremljanju pobožnosti križevega pota po mestu Škofja Loka, ki bo letos potekal prvič. V letu, ko obeležujemo 300-letnico škofjeloškega pasijona in ko mineva 1988 let, kar je naš odrešenik Jezus Kristus nosil križ po ulicah mesta Jeruzalem in nas svojo smrtjo na križu odrešil. Zaradi epidemije in varovalnih ukrepov smo se zbrali v zelo omejenem številu in križev pot snemamo naprej. Ko se boste na Veliki petek ob uri Jezusove smrti pridružili tej pobožnosti, pa bomo istočasno molili križev pot tudi takrat v živo. Tako bomo in smo povezani v skupni molitvi. Križev pot pričenjamo tu v cerkvi svetega Jakoba, ki je zavetnik romarjev, torej vseh nas, ki smo romarji na poti življenja. Danes smo tako povezani kljub različnosti in oddaljenosti. Vsak je tu v tej uri s svojimi križi, tistimi, ki se jih vidi in tistimi, ki se jih ne. Nihče ni samo gledalec ali opazovalec, ampak je vsak vključen v procesijo človeštva obložene s križi in Jezusa z našim. Združimo se v tej molitvi z vsemi, ki so kot domačini ali obiskovalci hodili po poteh tega mesta, naše domovine in širnega sveta. V molitev vključimo tudi vse ljudi, s katerimi se prepletajo naše življenjske poti. Svoj pogled pa vedno znova usmerimo k Jezusu, ki je z nami, naš odrešenik. O, pridite stvari, kaj glejte se godi, edini Božji Sin, strašno za nas trpi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Pred praznikom Pashe je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, tem izkazal ljubezen do konca. Mi smo sedaj v Jezusovi uri, v uri njegove smrti. To je ura, ko mi lahko vstopamo v skrivnost Božjega, ker so se nam v njegovem srcu odprli studenci milosti. To je ura naše osebne odločitve in življenjske usmeritve. V tej uri se začrtuje naša prihodnost. To je ura našega odgovora na Jezusovo besedo: hodi za menoj. Kristus, na poti življenja stojiš in mi se rodimo. Ko shodimo, pridemo prete in obstojimo in sklenemo iti za tabo ali pa mimo. Ti mnogim se zdiš pretežak, previsok, prezahteven in njihov pogum je za tvoje vrhove prereven. Na levo, na desno se plaho ozirajo, lagodnejšo pot si življenju izbirajo. Spet drugim ostaneš odmaknen, nejasen, zastrt, za težkim zapahom neznanja zaprt. Nikdar jim duhovnik ni oznanjal Božje besede, nikdar jih nihče ni vodil na svete obrede. O smislu življenja z bolestjo v očeh se prepirajo, brez smisla življenja v puščobi obupa umirajo. A meni si luč, najlepša luč, da, luč, k največjim skrivnostim življenja ključ. Moja duša od tvoje resnice živi, po tvojih stopinjah korak moj kvišku hiti. Kristus, Gospod, moja radost, moj kruh, moja moč, ti si moj Bog, moj rešitelj, vodnik skozi noč. Kristus, na poti življenja stojiš in mi se rodimo. Shodili smo, prišli smo prete in tu zdaj stojimo in sklenemo iti za tabo, ne mimo. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Razpičano pljovan in kronan zasramovan, pred sodni stol zdaj gre, nedolžen smrti zdan. Prva postaja. Pilat obsodi Jezusa na smrt.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ljudstvo moje, kaj sem ti storil ali s čim sem te utrudil, odgovori mi. Kaj ti izpeljal sem te iz egiptovske dežele in te rešil iz hiše sužnosti. Kako presunljivo je tvoje vprašanje, Gospod. Za nas si se pustil ukleniti in obsoditi, da bi mi prejeli svobodo. Stopil si na mesto obsojenca, na naše mesto. Mi pa te obtožujemo, kako moraš biti tako oddaljeni Bog, ki mu ni mar za nas. Nadaljujemo svoje boje, z besedami ranimo soljudi in tebe, opravljamo, obrekujemo, obsojamo, preklinjamo, se jezimo, pritožujemo, kritiziramo. Posledice svojih besed in dejanj pa pripišemo drugim in tebi. Jezus, kako ganljivo je tvoje vprašanje in kako velika je tvoja ljubezen. Daj, da se zavemo, da kar storimo svojim bližnjim, tebi storimo. Naj z naših ust prihaja blagoslov, saj smo v to poklicani. Obsodbe, ki smo jih deležni mi sami, pa naj nas še bolj zbližajo s teboj, krivično obsojenim, saj smo s teboj skupaj na poti. Usmili se nas, o Gospod. Glej, križ mu naloži na ranjene rami, objame ga bolno in nese vseh dolgi. Druga postaja. Jezusu naložijo križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove samemu sebi, vzemi svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj se v cerkvi toliko govori o trpljenju in križu? A ne bi bilo lepše, če bi se veselili, uživali in imeli lepo? Jezus, spoznavamo, da velikokrat vidimo le sebe in svoje koristi. Če si zatisnem oči pred trpljenjem soljudi, pred odgovornostjo, pred neprijetnimi stvarmi, le te ne izginejo. Le jaz se umaknem v cono obdobja, v lastno sebičnost. Stopil sem stran, zame jih ni več, rešujejo jih drugi. Jezus, ti pa si stopil zraven, v sredo našega sveta, prostovoljno prevzel breme in težo, ki je ob tebi, in bližnjim nalagamo s svojimi grehi sebičnosti. Ko hočemo živeti zase, ko vidimo le sebe in delamo tisto, kar nam koristi in paše. Jezus, prevzel si posledice mojih lažnih izbir, mojih nezvestop, napačnih navezanosti, lagodnosti, izgovorov, nesprejemanja drugih, uživaštva, lenobe, izmikanja. Prevzel si križ, ki ga mi nočemo nositi, da bi vsi, ki želimo biti s teboj, lažje in rajše vzeli vsak dan svoj križ, ga v molitvi sprejeli, ga objeli in v svojem življenju nosili. Takšno kot je, svoje bližnje in tebe. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Opišal je v močih, podrega križ naš greh, topljen dolgi sveta, leži potrt na tleh. Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Svojim križem sveto te reši. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Jezus, padel si, ponižan si, ležiš v prahu, potolčen in utrujen od vseh hudobije ljudi. Sedaj si na tleh, na samem dnu življenja, skupaj z odrinjenimi in potlačenimi.
Sprejel si ponižanje, razočaranje in padce, da bi bil nam zgled, da bi se mi ne ustrašili takrat, ko smo razočarani in ko razočaramo. Ti si Bog, ki si z nami tudi v teh težkih dneh, v skrbeh, v strahovih in v razočaranjih. Ti se pustiš upreči v jaram našega življenja, zato da bi bil nam blizu. Kot prijatelj nosi z nami naša bremena. Jezus, ko sprejmemo svoje življenje, svoje pomanjkljivosti, odgovornosti, meje, bolezni, napore, preizkušnje in padce, ko priznamo svoj greh in v takem stanju poiščemo tebe, smo že ven iz najhujšega, saj se zavemo, da si ti z nami. In kjer si ti, je usmiljenje, bližina, ljubezen in pot naprej. In naš jarem postaja prijeten in breme je lahko. Na tleh ostane naš napuh, lakomnost, naslada. In mi pa vsakič, ko sprejmemo in podarimo odpuščanje, gremo s teboj naprej. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. O žalostni spomin, ko mater sreča sin, bridkosti meči gre, do srca bolečin. Četrta postaja. Jezus sreča svojo mater. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Marija pa je rekla: glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Jezus, kadar se ozrem na Marijo, je kot bi gledal ogledalu tebe. Tako čista v sprejemanju in upoštevanju Božje volje, mi je prva tolažba in zgled pri odnosih, ki jih jaz živim, z bližnjimi in s teboj. Marija, si mar vedela, da tvoj zgodi se zajema tudi tako boleče dogodke? Si mar vedela, da otroka, ki ga je naznanil angel, čaka vse to? Tvoj da Bogu je postajal s časoma vse zahtevnejši. Izpolnjevanje Božje volje je tudi od tebe zahtevalo vedno nove izraze vztrajanja in vere. A ti ostajaš mati, žalostna mati Božja in tudi moja in mojih bližnjih. Ti si tista, ki je poleg v žalosti in trpljenju, ki je poleg brez besed, ki s pogledom vere predre zaveso žalosti, da se ne zgosti v temo obupa. Z lučjo vere tvoj pogled doseže nas in Jezusa, trpečega, njega, ki vse dela novo. Mati Marija, pomagaj mi, da v odnosih s svojimi bližnjimi ne dopustim, da žalost in bolečina zastre moje oči do te mere, da ne bi videl tebe in Jezusa. Naj se vedno zavedam, da z menoj živiš, upaš, ljubiš, trpiš in veruješ. Pomagaj mi vztrajati v Jezusovi bližini, v moji molitvi in sveti maši in z bližnjimi. Tudi ko bližina postane težka in tišina boli. Marija, nauči me, da v odnosu do svojih bližnjih, ki doživljajo težke dni, prevzamem tvojo držo vere, bližine in miline. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Pomagal Jezus je od teže križeve, o Simon, sprejmi križ, Gospoda, usmili se. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu križ nositi. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Hvala ti, Jezus, ker si sprejel pomoč in nam pokazal, kako naj ravnamo, ko ne zmoremo sami.
Hvala, ker nam pošiljaš sodelavce, sošolce, sosede in vse, ki se poklicno in prostovoljno ukvarjajo s pomočjo ljudem, reševalce, gasilce, Karitas, Rdeči križ, policiste, vojake, medicinsko osebje in še mnoge druge. Hvala za vse, ki pomagajo, čeprav včasih utrujeni in naveličani, a postajajo del življenja ljudi v stiski. Hvala pa, Jezus, tudi za vse, ki po zakramentih tebi dovolijo, da ti pomagaš njim, da vstopaš v njihovo življenje in sprejemajo tvojo pomoč. Naj se mi nikoli ne pustimo preslepiti zgolj skrbi zase, temveč pomagamo, kjer moremo in kjer nas potrebujejo. Naj verujemo tebi, Jezus, ki nam obljubljaš srečanje tam, kjer te najmanj pričakujemo in si najmanj želimo. Naj bomo v pomoč in blagoslov tujcem in neznancem, pa tudi sodelavcem, sošolcem, sorodnikom in domačim. Naj bomo v pomoč tebi, ko molimo in darujemo žrtve za uboge grešne duše. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. S prtom Veronika obriše Jezusa, zato ji da spomin obličja svetega. 6. postaja. Veronika obriše Jezusu obraz. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Jezus jim je rekel: kaj delate ženi težave, saj mi je storila dobro delo? Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno. Žena zazna priložnosti in svetost trenutka ter stori, kar ji narekuje sočutje in ljubezen. Pristopi k Jezusu in mu izkaže dobroto. Ni ji mar ne opask, ne odkritih ovir, ne vsega dela in obveznosti, ne mnenja drugih ljudi. Ni ji škoda ne časa, ne denarja, ne napora. Tudi danes živijo takšne žene. Ne zanimajo jih ovire, predsodki in zakoni, ne zanima jih javno mnenje in očitki soljudi. Izkažejo ljubezen tebi, Jezus, ker vidijo v srce, ker imajo srce, ker so odprle srce in zato vedo, da so drage in ljubljene v tvojih očeh. Jezus, hvala ti za te žene, ki iz dneva v dan delajo drobna, a herojska dejanja sočutja in dobrote, ter se tako njihova ljubezen združuje v sotočju s tvojo ljubeznijo. Jezus, hvala ti za vsa odprta srca, roke in ljudi, ki te molijo in slavijo, ki javno pokažejo, koliko jim pomeniš in komu pripadajo, ter se ne pustijo odgnati od cerkve in od tebe, niti ko si obdan škandali, posmehom in odkritim nasprotovanjem. Jezus, hvala, da v srca teh ljudi tudi danes vtiskuješ svojo podobo in jo želiš vtisniti tudi vame, ko me po vseh ubogih, obtoženih in odrinjenih sprašuješ, ali me ljubiš. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Slabosti vas prevzet, zveličar pade spet, o grehi ga teži, ki jih prenavlja svet. 7. postaja. Jezus pade drugič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Jezus mu je dejal: Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moraš ti reči, pokaži nam očeta? Jezus, sprašujem se,
odkje ti potrpljenje s tvojimi učenci, ki kar niso dojeli, kdo si in so trmasto vztrajali v svojih predstavah ter se spotikali nad teboj. Kolikokrat se ti tudi danes krči srce, ko gledaš nas s tako malo odprtosti za večne resnice v Svetem pismu, za oblikovanje vesti in se spotikamo nad naukom cerkve, nad moralnimi vrednotami in nad teboj. Jezus, ti poznaš našo omahljivost, zato si nam svojim drugim padcem blizu v naših nenehnih padcih, ko nam tok družbe, glas medijev in tisoče strahov in koristi odvrnejo pogled od tebe in nas vodijo v zagledanost v ta svet, v trenutne koristi in preračunljivosti. Jezus, prosimo te, ozri se na vse, ki so na odgovornih položajih, v sodstvu, politiki, medijih in gospodarstvu, da ne bodo izgubili zavezanosti resnici, pravičnosti, poštenosti in prizadevanju za dobro vseh. Vsem, ki padajo pod skušnjavo korupcije, iskanja lastnih kratkotrajnih koristi in sebičnih računic, pa razsvetli razum in okrepi voljo, da ne bodo zavozili svojega življenja in zlorabili ljudi in njihovega zaupanja, ampak se dvignili iz blata ter iz sebe in druge usmerili naprej v delo za mir in blaginjo vseh. Hvala, Jezus, ker si v teh težkih naporih in prizadevanjih z nami. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Usmiljene ženi, ne jokajte za mi, le zase in svoj rod, točite zdaj solzi. 8. postaja. Jezus tolaži jeruzalemske žene. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa si je obrnil k njim in rekel: Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. Jezus, jasno poveš, da je lažje gledati druge, njihovo bolečino, reševati njihove probleme, se žalostiti in sočustvovati nad njimi, kakor da bi se posvetili svojim dolžnosti in poslanstvu. Jezus, prosimo te za starše, vzgojitelje, učitelje, katehete, trenerje, animatorje in vse, ki delajo z otroki in mladimi, da bi se zavedali svoje velike odgovornosti in ne bi razvajali otrok ali potrdeli v brezkompromisnosti. Zdrami jih in razsvetli, da bodo nove rodove dobro pripravili na preizkušnje življenja s tem, da jih bodo naučili gledati trezno na življenje, jih vzgajati v poštenosti, delovnosti, pa tudi sočutju, spoštovanju, ljubezni in zvestobi. Daj, da jih bodo to učili svojim zgledom. Jezus, ti si v svoji besedi iskren do konca. To, kar rečeš, tudi živiš. Obreži v vzgojiteljih in mladih vse, kar je odveč, kar je ponarejeno, kar je umetno in puhlo, da se okrepi in razvija kleno, zdravo, pristno in plemenito. Mati Marija, ki ti je Bog zaupal vzgojo Božjega Sina, bodi tudi vsem vzgojiteljem in mladim vodnica in smerokaz na razpotjih življenja. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Zveličaro medli, pod križem spet leži,
O trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. 9. postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Za tvojim križem svet odrešil. Vzeli so torej Jezusa, nesel je križ in šel ven proti kraju, imenovanem kraj Lobanje, pogrebesko Golgota. Jezus, tretjič si na tleh. To je simbol dokončnosti. To je takrat, ko se tudi nam zdi, da so se v življenju zaprla vsa vrata. Ko ni več izhoda, poti in moči za naprej. Človeško gledano je konec. Naša družba se utaplja v kalni liberalnosti, birokratskih mlinih, v vezah in poznanstvih. Zapletena je v digitalne mreže, v nenasitno hlastanje in uživanje, pa v odmetavanje stvari in ljudi, v živčnost, hitenje in nervoznost, v lovljenje perfektnosti, želja in pravic brez konca, vedno bolj na tleh. Omamljeni od svobode izbir artiklov, spolov in vrednot, ter od množice informacij, smo vedno bolj izgubljeni, ker hočemo vse, pa smo vse bolj osamljeni in prazni, oropani miru, prijaznosti, veselja, zadovoljstva, ljubezni, smisli in upanja. Jezus, v tem stanju te prosimo, reši nas, predrami nas, da si priznamo vse osebne in družbene zavoženosti in ujetosti, ker smo preveč stavili nase. Spregovori nam na srce, da ti zopet damo mesto v našem življenju in naši družbi, da te sprejmemo v svoje domove in ustanove, v delo in razvedrilo, v izbire in nemoči, da se zavemo, da smo skupaj v tej situaciji in tako sprejmemo novo voljo in moč, da gremo naprej in izpolnimo svoje poslanstvo. Usmili se nas, o Gospod. Se nas. Ko pride na goro, obliko mu vzemo in za dolgi sveta še žolča mu dato. 10. postaja. Jezusa slečejo. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ko so se delili njegova oblačila, so zanje žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Jezus, tudi mi gledamo. Gledamo in spremljamo po medijih, kako je človeško telo napadano, prodano, ponižano, razvrednoteno. Jezus, danes tu pred teboj slečeni priznavamo svojo krivdo, premajhne zavzetosti ter zatiskanje oči in ušes ob vseh krikih milijonov ljudi, utapljajočih se v brezupu vojn in revščine, ob vseh mrtvih pogledih brezdomcev in sužnjev kapitala ter kriminala, ob utapljajočih klicih beguncev, ob vseh nemih krikih pobitih otrok v materinem telesu, ob vseh zadušenih klicih zlorabljenih žena in otrok, ob vseh poteptanih in razčlovečenih v pornografiji, ob vseh krikih nasilja po domovih ter ustanovah cerkve in družbe, ob vseh krivično medijsko linčanih, ob vseh krikih izčrpanih odvisnikov od alkohola in mamil ter bolečega ihtenja njihovih domačih. Jezus, osramočeni izrekamo, odpusti nam. S tem, ko samo gledamo,
se vse bolj razgalja tudi naša hinavščina, naša mlačnost in preračunljiva in lažna miroljubnost. Jezus, ti, ki v človeški nemoči kaže svojo božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje, prosimo te, ne zavrzi nas, razgaljenih v našem strahu, ranjenostih in pasivnosti. Poglej nas z milostjo, s kakršno si gledal na tiste, ki so te sramotili, da bomo tudi mi zmogli drug v drugem zagledati in prepoznati človeka vrednega dostojanstva in konkretne pomoči. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Na križ ga položi, razpno roki nogi in ostri mu žebli, spet rane naredi. 11. postaja. Jezusa pribijajo na križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Človek za napredovanje in vzpenjanje proti vrhu pogosto izbira pot nasilja, razdvajanja in zlorabe moči. Koliko vojn in sovraštva, koliko maščevalnega nasilja in pobijanja skozi vse čase in kraje naše zgodovine. Jezus, ko te gledamo, tu na vrhu, z razpetimi in na križ pribitimi rokami in nogami, se spominjamo tvojih besed, ki si jih rekel. Zdaj je sodba nad tem svetom. Zdaj bo vladar tega sveta izgnan. In ko bom povzdignjen z zemlje, bom svet pritegnil k sebi. Jezus, v vsem nasilju, maščevanju in zlorabi moči gledamo vate, ki si nad vsem tem močnejši in edini svoboden. Ti si resnična svoboda ljubezni, ki se pusti pribiti, da s tem pribije vse tisto, kar nas dela sužnje, nasilje v nas samih, zasužnjenost s lažnim vladarstvom in obtožbe, ki se nazadnje obrnejo zoper nas. Ti si tu kot zdravilo. Ko pogled dvignemo k tebi, razpetem na križu, vidimo tebe, ki na svojem telesu nosiš in uničuješ sovraštvo. Jezus, prosimo te, odpusti nam se naše sovraštvo, neodpuščanje in maščevalnosti. Odpusti nam vse nespoštljivosti do tebe v sveti Evharistiji. Odpusti nam našo nevero in brezbrižnost do tebe. Jezus, prosimo te, da nas objameš v naših razdeljenostih v družinah, narodu in človeštvu, ter nas naučiš sredi besnečega sovraštva izrekati tvoje besede. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Na križu Bog visi, iz sveta teče kri, za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 12. postaja. Jezus umre na križu. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo posredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.
in ko je to rekel, je izdihnil. Zdaj pa ste v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, postali po Kristusovi krvi bližnji. Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem, da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi, mož bolečin in znanec bolezni, kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz, je bil zaničevan in nismo ga cenili. V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega. On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Jezus, po tvoji preliti krvi, po tvojih svetih ranah in darovanem življenju, te prosimo, preženi iz tega kraja, tega mesta, vseh njegovih prebivalcev in obiskovalcev ter vsega našega naroda, vse zalezovanje in delovanje hudega duha. Naj nima moči nad nami, saj danes prostovoljno in zavestno izjavljamo, da želimo biti tvoji, Jezus, ki si sprejel nase vse, kar ubija naše odnose, duše, telesa in našo prihodnost. Prevzel si sovraštvo in zlo vsega sveta. Jezus, naj se tudi danes zopet v obilju izlije na nas vrelec milosti iz tvojega prebudenega srca. Zavedno ustavi naše boje, ozdravi naša srca, spomin, čutenje in razum, da nas ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost, ne kakršnakoli druga stvar ne bo ločila od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Jezus, tvoji smo, tvoji hočemo biti, tebi se izročimo in posvetimo. Jezus, sprava za naše grehe, usmili se. O Mati žalostna, ki ljubiš Isusa, objimaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega. 13. postaja. Jezusa položijo Materi Mariji v naročje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ko je to govoril, je neka žena iz množnice povzdignila glas in mu rekla: Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile. Ne vem, ali bi si še kdo upal izreči ta stavek, ko bi videl mamo Marijo, ki drži v naročju svojega mrtvega sina. Tu vse umolkne, srce pa zaječi. Ni večje bolečine, kakor je na rokah držati mrtvo telo lastnega otroka. In vendar, Marija, ti ostajaš tu, svojim nepreklicnim zgodi se, odpiraš svoje roke in svoj objem, sprejemaš svojega bližnjega in sprejemaš svojega in Božjega Sina, mrtvega. Tvoja popolna in brezmadežna predanost Bogu se izkazuje v ljubezni, ki
ki vztraja, tudi ko vse umre. V ljubezni, ki veruje, ko vsi obupajo in se umaknejo. V ljubezni, ki edina zmore videti Boga in verjeti vanj v času smrti. Mati Marija, Jezusova in naša mati, tebi izročamo vse naše rajne, vse žrtve vojn, nasilja in nesreč, vse splavljene in samomorilce, morilce in umorjene, pa tudi vso našo preteklost, vse spomine, vse rane, bolečine in obup. Ti nas vse sprejmi in objemi, ter nam pomagaj verovati tudi v uri smrtne sence. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica. S tvojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Britko objokovan je Jezus grob dejan, o grešnik moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 14. postaja. Jezusa položijo v grob. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Vzela sta torej Jezusovo telo in ga z dišavami vred povila s povoji, kakor imajo Judje navado pokopavati. Na kraju, kjer je bil Jezus križan, pa je bil vrt in na vrtu nov grob, v katerega še nihče ni bil položen, ker je bil grob blizu, sta zaradi judovskega dneva pripravljanja Jezusa položila tja. Grob in molk, zavaljen kamen in moreča zavest, da je bilo vse zaman. Učitelj razočara, nekdo, v katerega končno lahko postaviš svoje upe, odpove. Bog umolkne. Kako grozen mora biti za Jezusove učence ta dan in praznik, ki se je približal. Kaj nam torej ostane? Nesmisel, obup ali pa nemara resničnost ljubezni in spoštovanja ter zanesljivost Božje besede in njegovih obljub. Naš nebeški Oče, ki si nas tako ljubil, da si za nas daroval svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak bi imel v njem večno življenje. Ponižno te prosimo, prenovi nas s svojo stvariteljsko močjo v resničnost Božjih otrok. Naj se zavedamo, da tragična ni smrt, ampak greh, ločenost od tebe. Pridi v naše grobove, v naše gnusobe in misli, besede in dejanja, ki nas naj jih je sram, pa tudi v naše opustitve, zamojenosti in površnosti. Naj v zakramentu spovedi odkrijemo, da grobovi naših grehov postajajo kraji srečevanja s teboj in podarjanje novega življenja. Naj vedno znova slišim tvoje besede. Jaz te odvežem, vseh vezi greha in smrti, vseh strahov in nemoči. Naj slišimo tvoje besede, pridi ven. V življenje z Bogom, v življenje, ki je dar, v življenje, ki je z Bogom, več se ne konča.
V tebi, Jezus, smo povezani, nikoli več sami, skupaj na poti, drug z drugim, domov. O Jezus, hvali naj, v svet tebi komaj, po svojem križu nam podeli sveti raj. Tako, dragi brat, draga sestra, takole zastopniki škofjeloškega pasijona smo šli po kraju in času z Jezusom, da bi za vsakega od nas obudili to, kar je Jezus že storil, ljubezen. To je ugotovil in naredil naš dragi Romuald pred 300 leti. In takole na Veliki petek ob 3 popoldne smo začeli mi in takole zdaj sklepamo. In križ, ki ste ga prinesli s seboj, naj vsakega od vas vedno spremlja in spominja na dogodke, kraje in čase, kjer nas Jezus spremlja in odrešuje svojo bližino in daritvijo življenja z ljubeznijo. Grehe pa povabljeni, da odložimo v zakrament spovedi. Ko v našo temo in noči povabimo Jezusa, je kot da bi odprli oči za Jezusa, ki je luč življenja, resnica, pot. Z njim postane vsaka noč, noč rešitve, izkušnja in spomin velikih božjih del, velika noč. In naj bo za vas, nas, vse skupaj lepa, vesela, odrešena velika noč. In še blagoslovi naj vas vsemogočni živi Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite in slavite Gospoda.